Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dober dan, spoštovani predstavniki medijev. Dobrodošli na novinarski konferenci, na kateri bomo predstavili podrobnosti v zvezi s predplačili fizičnim osebam za obnovo stanovanj, kot jih predvideva novela zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Podrobnosti bodo predstavili Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo v funkciji ministrice za naravne vire in prostor, ter Peter Grum, generalni direktor Finančne uprave Republike Slovenije, ter gospod Jurij Rupnik z Ministrstva za naravne vire in prostor. Prosim, ministrica. Najlepša hvala in lep pozdrav tudi z moje strani. Seveda, na začetku želim jasno povedati, da je skrb za ljudi največja prioriteta naše vlade. In to dokazujemo tudi z temi predplačili, o katerih govorimo danes. In to, da so ljudje največja prioriteta, se je izkazalo tudi ob tej naravni nesreči. 5.8. je vlada sprejela sklep, s katerim je zagotovila 10 milijonov evrov dvema humanitarnima organizacijama, Karitasu in Rdečemu križu, seveda za tisto prvo najbolj nujno pomoč ljudem. Sledilo je izplačilo solidarnostnega dodatka oziroma pomoči, ki ga je vpeljal prvi interventni zakon. Skupaj je bilo izplačane, mislim, da konec septembra, 43 milijonov evrov. To skupaj pomeni že 53 milijonov evrov za ljudi. In ta zadnja sprememba interventnega zakona, poudariti moram, da je začela veljati šele pred 2 dnevoma in danes že govorimo o tem, da bodo ljudje dobili prva obvestila o predplačilu. Tukaj bom rekla seveda ena velika zahvala mojim sodelavcem na Ministrstvu za naravne vire in prostor in še posebej Finančni upravi Republike Slovenije, ker je prvič v zgodovini ob naravnih nesrečah pač narejen ta korak, da bodo ljudje sredstva za obnovo dobili v tako kratkem času. Pri vseh ostalih nesrečah, ki so bile bistveno manjšega obsega, je to trajalo tam nekje 7 mesecev. Preden grem mogoče na konkretne podatke, še ta informacija. Sistem AJDA seveda ni sistem, ki bi bil pripravljen in narejen za izplačevanje kakršnihkoli sredstev. Je sistem, ki omogoča, da pridemo skupaj z upravičenci do neke končne ocene stroškov. Drugega kot sistema AJDA mi nismo imeli, zato smo seveda uporabili podatke iz sistema AJDA. Sproti skušamo, bom rekla, mogoče tiste največje napake ali pa napakice v sistemu odpravljati. Vsekakor pa bo, tako kot vedno do zdaj, po zakonu o obnovi po naravnih nesrečah, treba vse postopke, tako da bojo ljudje dobili odločbe, speljati tako kot vedno do danes. To je predplačilo v višini 20% škode, ki je evidentirana v sistemu AJDA. Predplačilo dobijo vsi, katerih škoda presega 6.000 evrov in njihovi objekti niso predvideni za nadomestitvene gradnje. Po naših podatkih, čeprav tako kot sem rekla, se te podatki res še malo spreminjajo, nekoliko čistijo, je stanovanjskih objektov, ki bodo upravičeni do sredstev za obnovo, govorimo o stanovanjskih objektih, približno 5.800. Danes v prvi tranši je upoštevanih 1.378. To govorim o številu objektov. Popravljam napako, 1.350 objektov in 1978 upravičencev, kar je lahko več lastnikov. 1350 objektov, kar pomeni nekaj manj kot četrtino vseh objektov, ki bodo po naši oceni upravičeni do
teh sredstev za obnovo. Najvišji znesek v teh obvestilih je 18 000 evrov, govorim za okrožene številke, povprečen znesek je pa približno 2400 evrov oziroma nekaj evrov manj. Ljudje imajo zdaj 5 dni časa, da odgovorijo, če se slučajno ne strinjajo, da bi to akontacijo dobili. Seveda, ko bodo odgovorili na Ministrstvo za naravne vire in prostor, moramo mi oziroma moji sodelavci to še enkrat preveriti, poslati podatke finančni upravi, tako da naš cilj je, da bi denar ljudje na računih imeli zelo zgodaj v začetku decembra. To je prvi paket. Zaenkrat načrtujemo, seveda podatke še naprej čistimo, načrtujemo, da bi ti paketi bili 4 in naša velika želja je, da v letošnjem letu v bistvu speljemo vsa ta predplačila v celoti. Je pa mogoče še direktor. Torej, ministrica Bratuškova nas je pred časom zaprosila za pomoč pri tehnični izvedbi teh predplačil sredstev za obnovo stanovanj in seveda v luči tega, da gre za največjo naravno nesrečo v zgodovini te države in dejstva, da je ključno, da ta sredstva vsaj v določeni meri upravičenci dobijo čim prej, smo seveda z veseljem tudi na finančni upravi pristopili na pomoč in moram reči, da z profesionalnim in res dobrim sodelovanjem sodelavcev obeh ministrstev smo prišli zelo hitro do rezultatov, tako da danes so obvestila, s katerimi bomo seznanili upravičence, da so upravičeni do teh predplačil, so ta obvestila že v tisku oziroma so že natisnjena, tako da bodo danes odpremljena na pošto in predvidoma jutri že v hišnih predalčnikih upravičencev, potem pa, kot je ministrica že povedala, imajo te upravičenci 5 dni časa, da sporočijo morebitno željo, da teh sredstev ne prejmejo. Potem pa seveda po ponovni uskladitvi teh podatkov skupaj z Ministrstvom za naravne vire in prostor bomo na finančni upravi tudi izvedli ta predplačila, predvidoma v prvem tednu ali pa prvih 7 dneh decembra, kot je bilo že povedano. Vsekakor se bomo potrudili, da bo ta pomoč čim hitreje prišla do upravičencev. Toliko z moje strani. Prav, hvala lepa za ta uvodna pojasnila. Gotovo se bo skozi prakso in tudi zdaj se že porajajo določena vprašanja, kako in kaj. Podrobnosti za to prosim najprej novinarje, seveda, če imate kakšno vprašanja. V prihodnjih dneh pa seveda pričakujemo tudi, ko se bodo začela dejansko obvestila prihajati, da bo najbrž tudi še kakšno dodatno vprašanje, na katere bomo seveda takoj, ko bo mogoče odgovorili. Je kdo kakšno vprašanje? Prosim. Metka Mar, Pop TV, pa se upravičujem, če sem mogoče kako cifro zgrešila, ampak najprej me samo zanima, kakšen je pa skupni znesek morda, kar se tiče države, tako mogoče zdaj za prvo tranšo in potem za vse skupaj? Tudi se jaz upravičujem, ker sem pozabila povedati. Naša ocena danes, še enkrat poudarjam, podatki se lahko iz dneva v dan malo spreminjajo, ker se tudi v sistemu AJDA dopolnjujejo, je, da je skupen znesek akontacij, ki bi jih lahko izplačali nekaj več kot 30 milijonov evrov. Ta prva tranša pa znaša, mislim, da nekaj manj kot 4,7 milijona evrov. Po kakšnem ključu pa ste zbirali zdaj recimo te, ki dobijo prvi, pa potem drugi, tretji, četrti, rekli ste sicer, da naj bi vsi do konca leta, ampak ja. V bistvu nismo zbirali, ampak v sistemu AJDA se podatki vnašajo v 2 obrazcih, v obrazcu 3 in v obrazcu 4. V obrazcu 4 se v bistvu zelo natančno že popiše škoda zelo konkretno. V obrazcu 3 se naredi pa skupna ocena in odstotek poškodovanih stavb, sem prav povedala. Zdaj smo se ukvarjali z obrazcem 4 in v bistvu uporabili za ta seznam vse, kar ni kazalo nam
kakršnokoli morebitno napako. Pojavljal se je pri številki EMŠA, bom rekla, nekdo je imel 2 številki EMŠA, ugotavljamo zakaj. Umrlih, ki so na tem seznamu, nismo zdaj vključevali v seznam, čeprav seveda bodo tudi dediči upravičeni do tega. Izčistiti je bilo treba, če so deleži stavb mogoče v lasti tudi pravnih oseb, ne samo fizičnih. Skratka, v tem seznamu smo uporabili, tako kot sem rekla, tisto, kar menimo, da ima najmanjšo možnost kakršnihkoli napak. Ni pa bilo recimo regijsko gledano? Ne. Po celi Sloveniji vse z tema 2 kriterijama do 6.000 evrov in ne nadomestitveni objekti. Zdaj, kot rečeno, to gre za predplačilo v višini 20%. Koliko, lahko razložite še enkrat tole formulo, koliko ljudje pa lahko v končni fazi pričakujejo pomoči od države, recimo v primeru, da so imeli neko resno škodo? Zakon o obnovi predvideva, da lahko ljudje dobijo največ 40% iz državnega proračuna, skupaj pa iz javnih sredstev, se pravi tudi iz občinskih, ne smejo dobiti več kot 90% sredstev, ki so potrebni za obnovo. To je v zakonu o obnovi zelo natančno razložen. Gospod, me pa popravite, če sem kaj narobe povedala, prav? Da ne bo narobe napisan. No, se zakon bomo danes menda videli, ne, kako? Ne, to je zakon mogoče narobe govorim, zakon intervencijski, torej novela. Tako. Aha, novela, ja. Ne, zakon o obnovi po naravnih nesrečah. To je zakon, ki velja že 30 let. Torej tisti, ki je bil noveliran pa že pred poplavami. Okay. V tem zakonu nima veze, v interventnem smo uredili samo predplačila. Okay. Samo še to morda, zdaj potem, ko bodo, pač, če se ljudje ne bodo pritožili, bo potem stekel ta postopek avtomatsko naprej in to je to, ne bodo rabili več nekakršnih dokazil, tu se ta zadeva zaključi in to je to, ta denar dobijo, ga porabijo ali morajo to še dokazovati. Tako še enkrat bom povedala, pa se tudi res še enkrat zahvalila finančni upravi, ker brez finančne uprave tega na tak način speljati ne bi mogli. To ljudje ne dobijo odločb, tudi pritožbe v tem trenutku niso mogoče, ljudje dobijo obvestilo in skladno z zakonom bo vlada se seznanila z seznamom, se pravi, kdo je upravičen do tega in to je osnova za izplačilo, ki ga bo izvedel FURS avtomatsko. V nadaljnih postopkih, pa skladno z zakonom o obnovi po naravnih nesrečah, se pravi tem sistemskim zakonom, je treba speljati vse postopke, tako kot smo jih vedno do sedaj in bo treba ugotoviti, bom zdaj rekla tako rekoč do evra, natančno, koliko so ljudje dejansko upravičeni. Ta akontacija se bo pol seveda štela v tist končni znesek. Ok, dobro, hvala. Je jasno? Ker sistem je nov, to je res, še enkrat poudarjam, to je prvič, da smo to naredili, res tudi take nesreče še nismo imeli, zato ker tisti nadaljni postopki ugotavljanja in ocene škode in celo dokazovanja, da so ljudje res sredstva porabili za obnovo, bo pa trajala kar nekaj časa. Ne? Prav, hvala lepa za te podrobnosti. Naslednje vprašanje, prosim. Pozdravljeni, Arjan Savic, Nova 24 TV. Jaz sem pa zdaj vprašanje sam, kako bo malo poteklo to nakazilo, kam bo nakazano, bo to direktno nakazano posameznikom, kako bo to izgledalo in pa potem naslednji te paketi, ki so bili napovedani, kako bo potekal, pač, kakšne so približne časovnice. Torej, tehnično bo nakazilo izvedeno na transakcijske račune, ki jih imajo upravičenci odprti pri bankah. V primeru večjih odprtih računov bo nakazilo šlo na zadnji odprti račun, pravzaprav po enakem principu, kot to poteka pri vračilu dohodnine. Zdaj za naprej. No, kar se tiče nadaljnih paketov, mi, glede na to, da v bistvu po 2 dneh, ko je zakon uveljavljen, delamo to prvo tranšo, je jasno, da smo praktično že cel mesec, odkar je v bistvu ta ideja, da tudi ljudem damo predplačila, bila na mizi.
ves čas usklajujemo podatke, tako da dela je ogromno, si mogoče niti ne predstavljamo, kako velik zalogaj je to, ker je res veliko upravičencev, tako da tudi jaz bom rekla sodelovanje in pridnost mojih sodelavcev na MNVP-ju in sodelavcev na FURS-u je res, bom rekla, vzor tega, kako nekaj naj funkcionira, da se stvari dajo premikati. Tudi če je mogoče na začetku pri komu bilo mogoče malo skepse, da se te stvari ne bodo dale tako hitro narediti. In še enkrat, naš cilj je, da čim večji delež, ne upam si reči čisto vse, ker je lahko s podatki malo problemov, da bo čim večji delež poslan in ljudem nakazan že v letošnjem letu. Super. To sem hotel vprašati. Koliko pričakujete težav z procesiranjem vseh in zbiranjem teh podatkov? Mislim, ta prva tranša, če zdaj govorimo o četrtini objektov, kaže, da se da. Seveda je nekaj izzivov, ampak usklajujemo. Tako da, kot pravim, čim večji delež tega si mi želimo do ljudi spraviti v letošnjem letu, ker se zavedamo, da imajo potrebo. Bi pa tukaj še enkrat poudarila, da to ni prvi denar, ki so ga dobili ljudje, da ne bo dvoma, 53 milijonov je že pri ljudeh in prav je tako, ker gre za nesrečo, bom rekla, epskih razsežnosti. Tako da jaz verjamem, da se bodo sodelavci maksimalno potrudili, tako kot do zdaj, da res to speljemo učinkovito in v letošnjem letu. Hvala. Hvala.